Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo seveda na današnjo epizodo, še enkrat dovolite, da vas spomnim na naš bootcamp. En se bo zgodil v septembru in sicer bootcamp za začetnike, investiranje za začetnike, kjer bomo v bistvu skupaj stopili v svet investiranja. Spoznali boste cel kup zanimivih stvari, od naložbene piramide, specifičnosti glede posameznih naložbenih razredov. Kupili bomo tudi ETF, pregledali bomo borzne posrednike, na kaj moramo biti pozorni, spraševali se bomo, kakšna je razlika med skladi, ki kotirajo in skladi, ki ne kotirajo na borzi in tako dalje. Drugi bootcamp je pa bootcamp za mlade, stare od 17 do 20-21 let, kjer bomo pogledali, kako strukturirati portfelj investicij, da bo deloval na dolgi rok. Tukaj bom v bistvu predstavila v bistvu portfelj mojega sina, 18-letnega, tako da boste videli, kako v bistvu razpršena košarica je in kako se dodajajo potem tudi začimbe. Današnja epizoda je pravzaprav je v bistvu posnetek iz MoneyHow Live. Smo se odločili, da bomo zdaj malce čez poletje zavrteli tudi te epizode. Moram priznati, da je bilo zelo zanimivo, zabavno, veliko smo se nasmejali, kar veliko zanimivih pa tudi stvari tudi slišali. Tako da, zaenkrat to, upam, da nisem bila preveč dolga. Mislim, da vam bo pogovor zelo všeč. Tako da veselim se vaših komentarjev. Pišite mi, če imate kakršnokoli vprašanje na marja@money-how.si in se seveda slišimo in vidimo kmalu z novim klipom. Prijetno poslušanje. Ti boš itak ostal tle še, ne? Vsak dan pripravlja Trump žur in nam ni dolg čas investitorjem. Rada bi povabila, da se mi pridruži na odru, Andraž je itak ostal na odru, profesor Mojmir Mrak, res odličen poznavalec geopolitike. Jaz ga kar dostikrat povabim na take dogodke, zato ker se mi zdi, da res super vse pojasne. Blaž Hribar, ki je z nami že od samega začetka, redni gost podcasta, tudi njega zelo rada povabim v podcast, ker je tak odprt, pa včasih se rad malo krega. In pa seveda Tim Umberger je bil pa tudi gost podcasta že dolg časa nazaj. Takrat je bil še partner v podjetju East Capital, živel je v Rusiji in takrat, ko so se midva pogovarjala, si ti rekel, ne, do vojne ne bo prišlo. O tem se govori in par mesecev zatem je pa dejansko prišlo do vojne. Ne, Rost se nadaljuje. Ampak bova kar midva začela, profesor Mrak. Kaj se dogaja? Ne vem, kako lahko sploh komentiramo trenutno dogajanje, ker imamo trgovinsko vojno, imamo valutno vojno. Mislim, Trump je all over the place, on je tako, precej starejši možakar, ne? Ampak se mi zdi, da je res fit in da kar vsak dan nekaj nam skuha, tudi med vikendom. Mislim, novinarji smo malo utrujeni, moram vam iskreno povedati, pa verjetno upravljalci premoženja, tudi pa verjetno tudi vi, ki morate spremljati vsak dan. Mi imamo veliko dela, pa imamo veliko vprašanj za komentarje, pa tako naprej. Tako da ste vse povsod, ne? To je v bistvu, kaj če povedati, vsi tele spremljate tele stvari, tako kot jih verjetno tudi jaz. Ne, se sliši tole? Jaz mislim, da imamo enega zelo specifičnega predsednika. Problem je to, da je to največja država, ne največja, ampak če hoče gospodarsko bila najbolj pomembna država, a je še ali ne, to je zdaj drugo vprašanje. Je pa res, da to, kar pač počne, ni nekaj, kar se je začelo zdaj 5 mesecev nazaj. Ta svet se spreminja, je pa res, da tole, kar zdaj on počne, pa stvari, bi rekel, pospešuje. Mi smo zdaj res zelo skoncentrirani na tole trgovinsko zgodbo, pa tele carine gor pa dol, ampak verjetno bo prilike, da mogoče kaj širše podiskutiramo ta njegov koncept. Zanimivo je to, da to, kar on počne zdaj kot predsednik, so stvari, ki jih je on na nek način
dejansko globoko čuti. Ne? Ker če gledaš v bistvu stvari nazaj, 30-40 let, ne, leta, ko smo se ne na tole pripravili, ampak eno drugo stvar, sem gledal v Financial Timesu bral en njegov oglas, ki ga je imel mislim, da v New York Timesu leta 87, jasno, ne kot predsednik, ampak verjetno kot neki drugega, kar je bil takrat, ne. Ampak zanimivo je to, da to, kar je takrat v bistvu on nekako govoril, kaj Amerika narobe počne, ne, so zelo te stvari, ki jih on zdaj skuša drugače delati, ne. Govoril je o carinah, takrat. Govoril je o tem, da to, kar Amerika počne, da podpira v bistvu vojsko po celem svetu, da je to narobe, ne? Govoril je o Japoncih. Skratka, on je v bistvu zdaj prišel na pozicijo, kjer lahko tiste stvari, ki jih je na nek način, ali pa za katere globoko prepričan, ne, dejansko skuša udejanjati. Ne? In pa druga stvar, on je zelo impresioniran nad načinom upravljanja države, ki jo je ameriški predsedniki izvali pred koncem 19. stoletja. Ne? Se pravi, govorim o protekcionizmu. To sta dve, če hočete, dve čist značajski, konceptualni stvari, na osnovi katerega lahko mi potem malo ocenjujemo to, kar počne. Ne? Tako da ni stvar ni čist preko od danes na jutr. Ne? To okrog carine on najavljal, da bo naredil. Ne? Zdaj, kako to počne, je malo druga stvar. Videli bomo tudi, da so tudi njegovi svetovalci, imajo kar precej idej tudi na nekih drugih področjih. Ne? Jaz mislim, da tole, kar se dogaja s carinami, ga je malo prestrašil, ampak je neka logika za tem. Ne? Potem je v bistvu Trump praktično edini politik na svetu, ki ne laže. Dejansko je naredil to, kar je govoril že pred 30 leti in tudi, kar je konec koncev napovedal v svojih predvolilnih kampanjah. Ne, lejte, jaz sam hočem to reči, da to, kar počne, ni, da se je on čez noč spomnil, zdaj pa to naredil. Ne? Da gre za neke stvari, za katere on globoko prepričan. On je recimo globoko prepričan v to, da Amerika dostavlja svetu dve javni dobrini. Ne? Eno je varnost in drugo je, če hočete, dolar, svetovna valuta. In preprosto, dragi moji, če hočete, da mi to dostavljamo, to smo do zdaj počeli zastonj, zdaj pa tega namo več zastonj počeli, ker imamo tudi še ene druge zdajle klele prijatelje, ki so rata zdaj pa taki, da se moramo pa z njimi pogovarjati. On v bistvu edinega, za katerega resno misli, da se mora z njim ali pa da ga mora početi, so s Kitajci. In zato jaz mislim, da moramo zelo računati na to, da njegova glavna preokupacija geopolitična je Kitajska. Vse ostalo je potem kolateralna, bi rekel, garniranje tega. Pa smo to mi Evropejci, pa so to tudi Rusi. Ampak mogoče ne bo. Zdaj ste povedal, da je stvar, ki jo dostavlja varnost. Aljaža, te lahko prosim za anketo, če jo prižgeš. Pa bi vas prosila, če lahko odgovorite, če bi imeli 100 000 evrov, bi kaj naredili s tem denarjem. Ampak vsem dostavlja pa še nekaj, negotovost. In borzni trgi negotovosti ne marajo. Lejte, to, kako pa on to počne, je pa jasno. Jaz mislim, da s tem, kar je naredil za temi carinami, je zdaj pa res ne sam razburkal, ampak je dokončno pokazal, da se vloga Amerike dejansko spreminja. Amerika, zdaj le prvič v bistvu, vsaj kar jaz pa spremljam tele stvari kar 30-40 let, zdaj se prvi začne resno pogovarjati o tem, kakšen je country risk Amerike. Tega do zdaj ni bilo, zdaj pa to vprašanje. Tole zdaj, tudi vidimo okrog teh rejtingov, ne bo imel, bi rekel, pretiran vpliv na kratek rok, ampak veste to, da firme danes ne vejo, kaj narediti, ker ne veš, kako bo gospod vstal, s katero nogo bo vstal, in to ne veš narediti, kaj narediti na dolgi rok, na srednji rok, to je pa velika sprememba. Se pravi, ena velika negotovost, po eni strani tu slišam, takole, ko malo čitaš, pa zdaj so šle spet borze nazaj na tisto, kar so, lejte, dragi moji, to je začasno je šlo, ampak v bistvu je, jaz mislim, da je dosti bolj pomembno to, kar se dogaja na dolžniških trgih, kot neka indikacija, kaj se dogaja. V bistvu vidiš, da se pač trgi grejo ven iz dolarja. To se bomo o dolarju bomo še povedali, zakaj se naša publika smeji, ker pač odgovarjajo na vprašanja in če bi imel 100 000 evrov, bi investiral seveda v Bitcoin,
a ne? Je to presenečenje za tako strukturo? Pa kaj pa vem, no. Mislim, da ni, ne. zagovornik razpršenosti. Saj še ETF tam nad Bitcoinom. ETF, zlato, delnice. Ampak kaj pa je bilo smešnega tukaj? Porsche, en bi Porsche je kupaj, dosti 100 000 evrov za Porsche. Mislim, jaz ne vem nič o avtomobilih, dovolj. Okay. V redu, zanimivo. Skratka, odplačali bi tudi dolgove, Krko NLB, pa vas je tale NLB Brodnjak prepričal. Krka še kle ni bilo, pa ljudje investirali. Še prišli niso. Samo od sebe se prodaja. Najlepše hvala za odgovore. Zdaj pa, če kar ostanemo pri tej negotovosti. Blaž, upravljaš pokojninske sklade. Vi ne marate negotovosti. Mislim, tudi investitorji načeloma ne maramo negotovosti, čeprav slišali smo prej, da tudi ljudje šortajo, mogoče tudi je to lahko priložnost. Mislim, glede na to, da prihajam iz pokojninske družbe, pokojninski skladi, konzervativno, na dolgi rok. Torej, načeloma se mi trudimo volatilnost, nihajnost pač zmanjšati. Torej, čim večji donos, čim manjše tveganje, manjšo nihajnost. Tako da ne, generalno nam to ni všeč. Razen če zdaj zadevo mogoče pravilno oceniš, predvidiš in kaj od tega imaš. Ni pa to naša osnovna dejavnost, absolutno ne. Kar se pa tiče Trumpa, pa vpliva na kapitalske trge, jaz ga spremljam, ampak izključno čez kapitalske trge, ne vsako njegovo izjavo, ne vsako njegovo gesto, večina stvari je šov, je reality show za ljudstvo, za zabavo. Tako to dojemam. Kot človeka, ki pa dejansko agresivne poteze vleče, ga pa vidim podobno morda kot gospod Mrak, profesor Mrak, torej kot dokaj pragmatičnega in ciljno usmerjenega. In jaz bi rekel, je agresiven, včasih se ne zna obnašati, retorika mi ni všeč, marsikaj mi ni všeč, ampak da bi rekel, da ni racionalen, da ni pragmatičen, da nima neke strategije, to si pa ne bi upal reči. Zakaj tako govorim? Zato, ker če bi ga poslušali, kaj je govoril med volilno kampanjo ali pa kaj so bile glavne točke, po tej poti dejansko gre. Če bi vi, ko je on začel agresivno v Evropi govoriti, da morate povečati izdatke za NATO na 2%, če bi ga takrat kdo poslušal in kupil evropske obrambne delnice, bi super naredil. Dejansko je to recimo povedal. Nisem dovolj agresivno, lahko bi bistveno bolj rahlo, ampak recimo to je ena stvar. Če bi ga poslušali med volilno kampanjo, ko je govoril o prelepih, beautiful tariffs, prelepe carine, vsi smo to ignorirali, kapitalski trgi. Najlepša beseda, ne? Najlepša beseda, ja, po njegovem. Vsi na kapitalskih trgih, delniških trgih so to ignorirali. Zato, ker nismo vedeli, da bo izvoljen, oziroma smo bili skeptični. Ne, slišati smo hoteli nekaj drugega. Smo hoteli, da bi prišel Trump. Nižje davke, slišati smo hoteli debirokratizacijo, večjo učinkovitost države, hoteli smo slišati, da bo mir v Gazi, mir v Ukrajini in tako naprej. Slišali smo tisto, kar nam je pač prodajal. Ampak med tem, realno, kar je že naredil v prvem mandatu in kar je v bistvu ponavljal, ali pa kar je res šlo čez, bom rekel, to politično govoričenje, pa dejansko so bile carine, dejansko je bil umik vojske, sej dejansko to že naredil enkrat. Ampak ta schizofrenija okrog carin je tudi zanimiva. Najprej s to ne vem koliko, potem se je malo zmenil, da bo znižal. To trgovanje je zanimivo, kako trguje. Jaz bi glede carin pa trga tako rekel, začel se je lani polet, po mojem mnenju. Takrat je Biden odstopil, Harrisova tako in je začel zelo dobro kazati za gospoda Trumpa. In od takrat naprej so ameriške delnice poletele relativno na evropske. Lani septembra, oktobra, novembra so poletele za praktično 20% nad evropske, merjeno v evrih. Fantastično, če ste imeli ameriške delnice. Ni bil AI, ni bila nobena druga zgodba, bil je Trump in navdušen nad njegovim gospodarskim programom. Prišel je januar, prišel je februar, prišel je 19. februar, realizacija. Kdo je gospod Trump, kaj res dela? Od takrat sam pada. Najprej je bil problem sicer fair enough za prejšnjo mizo vprašanje DeepSeek in tako naprej, torej kitajska umetna inteligenca, ki ne potrebuje toliko čipov pa tako naprej. Trg se je ustrašil navdušenje nad umetno inteligenco, to je bil marc. 2. aprila Liberation Day, osvoboditev, Od takrat smo dobili carine. 9. aprila. Kdo je predvidel, da 9. aprila bo zamrznil za 90 dni? Jaz priznam, da nisem, nažalost. Se še sam ni verjetno. Tako.
Ampak ne, je agresivno probal in pragmatično se umaknil, ko je dobil po prstih. Po prstih je dobil z razprodajo ameriškega premoženja. Dolar je šel dol za 8-9%, delnice so šle dol za 12% v 3 dneh. To so številke, ki jih noben voditelj v Ameriki, ker vsi varčujejo za penzije v delnicah, pač ne bo lahkotno preživel na naslednjih volitvah. To je mogel ustaviti in ustavil je v parih dneh. Tukaj moraš pa povedati tudi, zakaj je mogel to ustaviti. To so pa te obvezniški stražarji oziroma obvezniški, kako se jim reče, vigilantis. Ja. No, ta zgodba je zanimiva, pa ne vem sploh, koliko ljudi ve o tej zgodbi, o teh borcih, ki se v bistvu sploh niso organizirani v neke skupine, ampak dejansko lahko pritisnejo na predsednike držav, tudi na Clintona so in je bil zelo jezen, ker je rekel, kdo so teli vigilantisi, Zdaj je Trump kar malo znoril zaradi tega, prej pa še tale iz UK prime minister, ki je imela najkrajši mandat, ne spomnim se njenega imena. To je bil kratek, da si ga tudi nisem zapomnila. Krajši od roka trajanja solate je najbolj slavna izjava. No, ampak recimo te mogoče malo povej o teh borcih na obvezniškem trgu. Borci, pač upravitelji premoženja v konzervativnih finančnih inštitucijah. Tako izgledajo, ne? Ampak so rekli, ne boš se šel Trump tega, mi bomo prodajali obveznice in je seveda poskočilo, je strošek financiranja države poskočil in je rekel, opa, to pa meni všeč in je mogel popustiti. Mislim, to je zelo tako po domače povedano. Jaz mislim, da ene stvari mogoče se malo manj ve, kot je generalno, ne? Jaz ne vem, če poznate, da koliko Amerika plačuje za servisiranje dolga. Da je ta številka približno toliko velika, kot Amerika plačuje za vojsko. Se pravi, izključno za servisiranje dolga plača Amerika letno toliko, kot plača za vojsko. Pa za vojsko daje veliko. In zdaj jasno, čim je pa klele prišlo do tega, da so začele pač donosi na te ključne obveznice začeti rast, to pomeni, da gre pol to blazno gor, in to mislim, da je bil to verjetno tisti ključen element, ki ga je, videli se je, da tudi začenjajo tujci prodajati, dragi moji, ko pa začnejo enkrat tujci prodajati, tvoje te obveznice, to pomeni, da grejo z dolarja ven, on je rekel, 2 stvari hoče imeti, eno je, da gre dolar dol, pa je rekel, Madonna, se super, se dolar gre dol, ampak druga stvar, ki jo on hoče, je, da dolar zadrži kot svetovno valuto. Dragi moji, te 2 stvari sočasno praktično ne gresta skup, razen, če se bomo vsi v svetu to približno šli z njim. In imamo zanimivo, mi imamo dokument, ki govori o tem, kako bi se to naredili. Druga stvar je to realno ali ne. Ampak tisti dokument tega njegovega glavnega ekonomskega svetovalca iz novembra lanskega leta, on je zdaj glavni svetovalec, ne govorimo o Navaru, ki mu štela tele carine, ampak govorim temu, ki je v bistvu glavni svetovalec za kompletne gospodarske stvari. On je v bistvu tam v tistem dokumentu napisal, da sta 2 varianti za to, da dolar ostane svetovna valuta. Ena varianta je, da naredimo to mi, Američani, unilateralno. Ampak to pomeni jasno, da bi moral uvesti velike kapitalske restrikcije za priliv kapitala. To bi jasno imeli velike probleme doma. Druga varianta pa, da se to naredi v bistvu na ta način, da Amerika obstoječe obveznice zamenja za nove obveznice in te nove obveznice bi bile obveznice brez dospetja. Kar pomeni, da, dragi moji, vi boste tole dobro zamenjali, boste te obveznice, ki imate zdaj le moje, za nove in te ta nove ne bodo imele dospetja, boste imeli mogoče malo višjo obrestno mero, ampak jasno to pomeni, da jaz pol ne bom glavnice plačal. To jasno pomeni, da bom jaz zmanjšal moje dolžniške obveznosti. Zakaj ste pa vi to naredili? Klej pa malo problema. Problem je pa v tem, da to te vi naredili, če te hoteli zadržati mojo varnostno strukturo. Zdaj jasno, Kitajci bojo na to rekli hvala lepa, ampak Evropejci, kakšni Japonci, kakšni Korejci, bomo imeli pa s kakšno takšno indecent proposal malo več problema. In to je v bistvu napisano. Zdaj, ali bo on v to šel, to je druga stvar, ker mislim, da je bila ta stvar reakcija zelo težko predvidljiva in mislim, da bi bilo to bežanje iz dolarja še večje, ampak je da rečem tako, je to, kar praviš ti, je nek program za tem. In carine so del tega programa. Še ena stvar pri carinah. Mi te carine gledamo zelo trgovinsko.
on vidi carine kot ključen inštrument povečevanja javnofinančnih prihodkov. Ne? To, kar sem jaz rekel, zakaj je on tako impresioniran za tistim obdobjem v koncem 19. stoletja. A veste, kako je bila ameriška država takrat več ali manj financirana? Govorim o javnih financah. Ne? Več ali manj za carinami. Se pravi, carine so bile glavni vir javnofinančni, ne davki, ampak carine. In on bi rad v bistvu s temi carinami zdaj, ne jih zamenjal za davke, ampak v bistvu ustvaril prostor za to, da bo lahko znižal davke, kar je zopet obljubljal. Ne? To, kar je danes naredil, to, kar je bilo danes sprejeto, bo bistveno povečal javnofinančno luknjo v Ameriki. Ne? In jasno, delno želi on to luknjo napolniti z dodatnimi carinami. Ne? A lahko mogoče vse malo še skočimo do Putina, Rusije, ampak bi prej, Andraž, tim bo tudi odgovoril, ampak Andraž, jaz bi te prosila, ker danes mi je zelo lepo opisal, kako je bil Putin navdušen nad Melanijo in kako je to on strokovno predstavil Trumpu. Pa če lahko mogoče sam poveš, kako je ta pogovor potekal. To je za intermeco iz družabne kronike v bistvu, sredi te naše debate. Ne, pač mislim, da sem bral nek novica v Wall Street Journal, mislim, da se je govorilo o tem, kako je Trump razlagal, kako je on doživljal svoj pogovor s Putinom, ne? In med drugim mu je Putin rekel, da so Rusi in on tudi zelo navdušen nad Melanijo in še bistveno bolj nad njo kot nad njim, ampak da jim on to ne zamer, ne? Tako da v bistvu to je rekel, da je bila vsebina pogovora, pa da mu je rekel, da ga lahko vsakič pokliče. No, mogoče, mislim, da je tudi nastal neka risanka, ali ne vem, so Ukrajinci naredili, ki prikazuje Trumpa kot enega preveč aktivnega, hiperaktivnega politika, ki hoče nekaj narediti, pa v bistvu se v resnici nič kaj preveč ne dogaja, čeprav on skozi nekaj poroča, kaj se dogaja. Ne? Tako da v bistvu v tem dialogu, ne vem, kakšen dialog je to bil, če sta se ona dva v Melani in ko je cela Rusija nad njo navdušena pogovarjala, tako da, ne vem, vi sami presodite, ampak to je tipičen Trump, bi jaz temu rekel. On brez reality show komponente ne more ene odločitve skomunicirati take ali pa drugačne, po mojem mnenju. Zdaj tudi, če bomo tam same sabe novice, bi si kaj dobrega izmislil, po moje, zato da bi nekaj mu na tiskovni konferenci zapovedati. In po mojem mnenju ni mu nekaj bistveno dobrega zapovedati in pač so se kar naenkrat je cela Amerika govorila o prvi dami, ki, ne vem, mogoče hotel zbližati njegov način zbliževanja Rusov in Američanov. No, evo, vidiš. Ja, se to bo pa zdaj povedal. Ali pa je bilo to napoved, da se boste v Sloveniji dobila, ne? No? Ja, seveda je bilo to napoved. Ja, mogoče pa, to bi bilo pa kar tudi za nas dobro. Če ima tako vpliv Melanija, pa ne. Prvič, ne? Ti poznaš Putina zelo dobro, ne osebno. Se lahko priznaš, no. Lahko priznaš, to je bila že skupaj na večeri. Pa daj ti meni povej, malo se smešen zdi, kako v bistvu Putin mal manipulira z vsemi temi svetovnimi voditelji. Kako ti gledaš na to? Ne bi rekel, da z vsemi. No, s Trumpom. Najdu je pa pač soft spot za Trumpa, kar ni tako težko, ne. Bolj mu pihaš na dušo, bolj se počuti. Tako da hvala, da si vse opomnil, da si mu takrat naroben pogled na to, kaj se bo zgodilo, tako da upam, da se tudi zdaj motam. Ampak sem relativno pesimističen glede tega, da bi prišli do kakšne kratke rešitve. In zdaj, če se malo navežem na prejšnje sogovornike, je dosti jasno, da Trump se hoče umakniti in finančno in vojaško. Ne. Rusija je trenutno to čuti, tako da tako kot ponavadi se pogajajo z neke pozicije maksimalnih zahtev. Jaz mislim, da je Ukrajina se zelo premaknila v tem, kaj je za njih sprejemljivo, kaj ne, ampak to, kar je zdaj na mizi, verjetno res ni. Na drugi strani pa pač Rusija ve, da v bistvu, če dalj čaka, nič se ne bo spremenil, strošek tega, da čaka, za njih niti ni toliko bistven, v smislu tega, da se to, da bo zdaj grozil z novimi sankcijami, to smo videli, da v bistvu v praksi ni delovalo. Ruska ekonomija je lani rasla 3% ali pa 3,5%, letos bo rasla 1,5%, kar še vedno ni slabo v nekem globalnem kontekstu, tako da če traja še pol leta ali pa 1 let ali pa 18 mesecev ali pa kakorkoli, se jim nikamor ne bo dobil, razen če ne bojo dobili vsega, kar hoče. Tako da
trenutno ne zgleda, da bi si lahko kratkoročno karkoli rešili. To je moj pogled. Kar izvoli. Lahko en komentar, no, kar se mi zdi, da je spet pomemben za kontekstu. Ne. Jaz mislim, da tudi tole, ta odnos do te vojne, Samo če dvignete. do vojne, do Rusije, Trumpov in jasno skozi to tudi do Evrope, je treba gledati skozi prizmo njegovih odnosov z Kitajsko. Ne. Jaz mislim, da Trumpu tako blazno fajn ni to, da je Rusija v tem, če hočete, kakorkoli bilateralnem odnosu do Kitajske v tejle vojni je podrejena. Ne? Podrejena. In Trumpu bi v bistvu odgovarjal, da bi ta podrejenost se na nek način zmanjšala, oziroma to pomeni, da bi Rusija postala v tem dialogu močnejša. In Trump ne bi imel nič kaj hudo dosti proti, če je to na račun tega, da dobi tlele mečkam bolj resno vlogo. Ne? Živimo, dragi moji, v nekem svetu, zopet, kjer se ustvarjajo interesna območja. Ne? In problem naš je, to je pa naš evropski problem, ne? Da mi nismo smatrani ali pa nismo zdaj percipirani strani Trumpa kot tisto njegovo ključno interesno območje. Ne? To je zelo jasno, kje je to interes. To je v bistvu Azija. Azijski del. Ne? In on ne bo imel hudo doskešnih velikih problemov, če bo imela Rusija klele malo več, da rečem tako, teže. Ne? Zdaj jasno, on je mogoče to hotel najprej z tem merom dosežiti, ne? To bi bil jasno tudi velik frajer, ker bi to pač dosegel, ne? Ampak ta mer, on je bil že konceptualno, je bil ta mer naštelan tako, da bi bil bolj ali manj po volji Rusiji. Ne? Vse so tiste prve stvari, ne? Brez nas, brez kakorkoli, ne? Sam da se pomiri, on bi bil velik zmagovalec, ampak v bistvu, če bi do mera prišlo, bila velik zmagovalec tistega miru, bi bila Rusija. Sej kaj bo zdaj naprej, je vprašanje. Ne? Ampak hočem to reči, ne? Kle smo mi, Evropa, relativno malo prisotni v tej zgodni, ne? In ne? To je po mojem za nas lahko en zelo velik problem. Ne? A lahko mogoče v vsem tem kaosu, ki se trenutno dogaja, pa ne vemo točno, kam gremo, kako recimo lahko nek mali vlagatelj v tem okolju se znajde, Andraž? Slišali smo, Mark, 18-letnik, je povedal, da je bil najprej vesel, ker je dobil denar, potem je bil jezen, ker je mislil, da je vstopil v napačnemu tajmingu, a ne? Kako, Andraž, kaj svetovati recimo v tem negotovem okolju? Kako ravnati? Bom uporabil rekel Warrena Buffetta, ki mislim, da je na tej zadnji skupščini rekel, da je borza tudi prostor, kjer denar zapušča nepotrpežljive in gre k tistim, ki so potrpežljivi. Torej, v bistvu enostavno je to treba sprejeti. Volatilnost je del borze. Borza uračunava volatilnost, dajmo reči, o njej glasuje dnevno, na malo bolj daljše cikle jo tehta, so rekli, torej dejansko uračunava v tečaje in vi ne boste mogli predvideti, kdaj je dobra pa slaba obdobja. In če že karkoli se je izkazalo, da te slaba obdobja so tukaj zato, da mogoče takrat, ko tečaji rastejo, malo akumulirate, malo več mogoče denarnih sredstev, pa takrat, ko v bistvu prihaja do nihajev, jih aplicirate. To, mogoče smo na malo bolj, že lani smo govorili, če se mogoče kdo bil tukaj, pa se spomnim, da mogoče ne bo tako lepo jadranje, ali pa saj jaz sem mal ta pogled naslednjih 5 let naprej in sej v bistvu se ni to spremenilo. To ne pomeni, da ne more trg rast, samo pač nihanja so se definitivno povečala. Ta geopolitična nejasnost je tukaj zaradi tega, ker se izkazalo se je, da mogoče tudi en Trump kot nek voditelj nekoč dominantne vele sile ne more tudi mogoče 10% obljub izpolniti, ki jih on sam pove. Je neko nemoč, vsem kaže to, ne glede na njegovo hiperaktivnost, kaj se vse dogaja in kaj vse skuša. Vemo, da imamo vojne, ki so povsod. Izrael dobesedno dela, kar hoče, čeprav se vsi za glavo držimo. Ali on obljubljal, da vnehal ta spopad, ne vem, v 2 dneh, ali kaj že je govoril, nekaj taga, Ukrajino, tudi čez noč. V glavnem, sej pustimo to, a mu verjameš ali mu ne verjameš. Dejstvo je, da je malo naivno to verjeti, ker se to ne dogaja na tak način, ampak zdaj imamo te kronične stanja in to bo trajalo. Zdaj, a to pomeni, da bo borza, ne vem, prenehala delovati, prenehala vrednoti tega? Ne, zato ker je mislim, da še najboljši nasvet je, če
bodite razpršeni, ne se igrati s posameznimi podjetji, če jih ne poznate. Če pa žičete te podjetja, pogledajte podjetja, ki so dovolj močna, da grejo tudi čez ta cikl čez, da preživijo, da imajo ustrezno, ko bi rekel, moč. Torej, tukaj je malo bolj kvaliteta v spredju, ampak se je super, da je popravek, zato ker recimo teh veličastnih 7 je trgoval tam na 44-kratniku dobička, S&P je bil okrog 20 neki, pa smo imeli popravke, S&P zdržal na 17, teh veličastnih 7 tam na 26, kar glede na to, kaj vse imajo, glede na splošen trg od nekih produktov premij, se meni sploh ni zdelo drago več. V relativnem smislu. Pustimo zdaj, a bi to moglo biti še 5% točk niže, ne? Ampak to se bo dogajalo, ne? In te popravki nam dajo priložnost mogoče od kakšno firmo kupiti, ki je bila dolg časa predraga, smo jo spremljali in ker smo bili potrpežljivi, mogoče se bo izkazali, da zdaj smo bili potrpežljivi, pa bomo Google kupili po zanimivi ceni, ne? Ampak to je pač spet individualna analiza, ne? A lahko mogoče, sam še Blaž, če lahko mogoče, zdaj veliko se govori o tej strukturi portfelja, 60-40, a lahko mogoče še kaj o tem poveš v tem trenutnem okolju, kakšen portfelj, kako strukturirati portfelj, nekaj smo obvezance omenili, tudi zdaj videli smo 30-letne ameriške, so še čez 5%, a ne, tako da, ne vem, kako ti gledaš na to? Mogoče sam še na to, kako mogoče kakšen trenuten svet, kako Trump deluje in kako se borzi odzivajo. No, zelo kratko, bom rekel, na svet, recept za kuhanje. Trump je izredno agresiven pogajalec in ima ponavadi pravilne, ampak ekstremno agresivne poteze. Te agresivne poteze so zdaj veliko bolj agresivne kot v prvem mandatu in zato so strašljive za vse nas in tudi za kapitalske trge. In recimo ob carinah so se kapitalski trgi dejansko ustrašali, kot da se svet sesuva. VIX, recimo, kot je namera strahu, ki je običajno, tisti, ki smo na borzah malo gledamo za zraven, je šla čez 50, proti 60. Skratka, to je dejansko na ravni, ne vem, globoke recesije. Ne? Ampak to je sprožil en človek z eno izjavo, z eno predstavitvijo ene table. Ja. In ki ni bila relevantna čez 4 delovne dni, vmes je bil še vikend, je to preklical in zamaknil za 90 dni. Smo se samo hecali. Ne? Noben ni tega iskreno tako predvidel. Razen, če si ga prej študiral, če si prebral njegovo knjigo o pogajanjih, itd. Skratka, zahtevaš maksimalno, potem pa upaš, da boš dobil tisto, kar približno pričakuješ. In kontinuirano to dela, v prvem mandatu, v drugem mandatu. Tako da jaz bi rekel, ja, nihajnost bo, njegove agresivne poteze bojo ostale. Jaz bi rekel, probajte imeti debele živce, probajte pogledati, a je to Trump rekel, ali lahko vzame besedo nazaj. Če lahko besedo nazaj vzame in če je trg padel za 15%, je moja stava, da jo bo vzel nazaj. Če pa sprožil nekaj, kar ne more vzeti nazaj, pa se pa res bojite, pa bo pa trajalo, pa je pa recesija. A lahko mogoče sam še tima vprašam vezano na panoge, kje so tiste... Sam še obrestne mere se hoče reči. In obrestne mere, kot je profesor Mrak povedal, so pa tista stvar, ki on ne nadzoruje. In če grejo te predelač in 5 je ena psihološka meja, leta 2007 je bilo na zadnje 5 v Ameriki, na Japonskem je zdaj čez 3, to ni bilo od 90-ih let nikoli, praktično. In v Angliji je 5,5, Slovenija, by the way, je pa na 4% trenutno danes, na 30 let, če posodite gospodu ministru denar za 30 let. Tako da to so številke, ki jih ni bilo zadnjih 15 let oziroma zadnjih 20 let. Tako da če te številke še eksplodirajo navzgor zaradi izgube zaupanja v generalno dolžniško razmerje med državo in institucijo, finančnim posameznikom, potem imamo orang problem. Ker to je pa izguba zaupanja, ki jo ne moreš nazaj vzeti. Težko to nazaj vzameš. Tako da kle bi rekel, bi bilo pa tisto, ker bi jaz potegnil črto. Če eksplodirajo te zadeve navzgor, pa bo pa mene tudi strah. Pa ne bom rekel, Trump je pragmatičen, vse si bo premislil. V tem primeru imamo pa problem. Pa imaš pa recesijo, prevrednotenje in potem pa traja. Jamie Dimon je napovedal 50% verjetnost nastanka recesije. To pomeni kar veliko težav. Mogoče Tim, če lahko ti komentiraš, ne vem, kje ti vidiš, katere panoge vidiš, da so priložnosti v tej... Jamie Dimon da nam komentiral, ampak... Ne rabiš Jamie Dimona, pač to je. Ampak en visok conviction, pa nisem več toliko na marketih, ampak en visok conviction, ki ga imam, je, da smo definitivno v bearish trendu za dolar. Zato je več razlogov, ampak če gremo kar po vrsti, ta ameriški exceptionalizem zadnjih 10 let je seveda pomenil, da smo že vstopali
v to leto v obdobju z nekim tečajem, ki je bil dolar overvalued. Ker je bilo pač celo ameriški finančni trgi so bili v nekem pozitivnem ciklu dobrega performansa, neverjetnega dotoka kapitala, ki je mogel financirati in njihov current account in delno njihov fiskal in apreciacije dolarja, tako da je v bistvu Amerika bila zadnjih 10 let edina investicijska destinacija. In zdaj s tem umajanjem zaupanja v to se to na nek način spreminja v trenutku, ko so vsi globalni investitorji masovno overweight v tej sobi. Če bi vas vprašal, če ima kdo kakšne druge delnice razen ameriški, bi rezultat čist drugačen od te vaše ankete. Druga točka, ki je v bistvu posledica prve, ne, je, da če je prva stock problem, pa imamo kot drugo flow problem. Kaj mislim s tem? S tem mislim, da za njihov current account deficit bi rabili 1,3 trilijona na let, samo da obdržimo status quo. In zdaj, če pogledamo, o čemer sem govoril, ne, da so na zgodovinsko visokih ravneh exposure mednarodnih investitorjev do Amerike, če se zmanjša za 1% točko equity exposure investitorjev do Amerike, je to minus 500 milijard. Oni rabijo pa 1,3 trilijona, da bi se obdržal status quo. In pol tretje, kaj pa glaven fundamentalen problem Amerike trenutno so pa te tako imenovani twin deficits, ne. Zdaj ameriški proračunski primanjkljaj je 6,5 do 7%, 2 trilijona dolarjev na let, kar pomeni 2% globalnega GDP-ja in pač te 2 trilijona na let rabita financing. In če govorimo v 2 trilijona financinga, od katerega približno polovica prihaja od zunaj, v času, ko je zaupanje porušeno, bo to en velik problem. In to vidimo zdaj in v bear marketu dolarja in v yieldih, o katerih so že govorili. Ne. Tako da moj nasvet bi bil, da absolutno je potrebna diverzifikacija, o kateri je Andraž govoril, in mislim, da je nujna geografska diverzifikacija. In če pogledamo performance marketov today, letos Evropa dober performance, emerging marketi so dober performance. Yeah. In v bistvu na teh trgih vidim po dolgem času veliko priložnosti in mislim, da predvsem za investitorje, ki merijo svoje donose v evrih, bo ameriški trg problematičen v naslednjem obdobju. Profesor Mrak, nekaj ste želeli dodati? Ne, jaz sem hotel prej na drugo temo, ne, tako da kar nadaljujte s tem, lepa mogoče bolj še druga. Ja, jaz se s Timom absolutno strinjam, kar se tiče razpršitve. Ne. Sej, to je izjemno zanimiva debata, zato ker, če gremo malo nazaj, dajmo se navezati na boom, ki je bil v Ameriki pred letom 2000. Ne. Takrat, ko je počel, se je kapital začel počasi seliti na druge trge. Ne. In emerging marketi so takrat kasneje doživeli un veliki boom do finančne krize. Pa so pa Američani, v Ameriki so se zakuhale stvari, ne, za finančno krizo na nek način odpoklicale ta denar nazaj domov, ker je bilo vsem videno, da je, veste, Amerika ima največji trezor vsem likvidnosti na svetu. To je dejstvo. Zdaj so primanjkljaji ali ne. V tistem trenutku se je bilo treba odločiti, a temelj na emerging marketih svoj denar, a boste prišli nazaj domov, pa boste počakali, da gre vihar mimo, finančna kriza, ne, in boste prišli nazaj. Kar je meni fascinantno je to, da v bistvu so uspeli ta kapital zadržati doma zaradi tega tech booma, AI booma, zaradi vseh teh stvari, ki so se določena podjetja res noro transformirala in rast dobičkov je bila tudi neverjetna v ZDA v končni fazi, glede na druge države. Ne? In zdaj, kaj se je zgodilo? To je pomenilo, da trgi v razvoju, ki so vsi mislili, da bojo ukrevali podobno kot ZDA, se sploh niso performali. Če danes pogledate nek indeks trgov v razvoju, pa recimo en Nasdaq od leta, dajmo reči, 2010, 11 naprej, skoraj nič niste zaslužili na emerging marketih. Vrednotenja so nižja, diskonti večji. Razen v Indiji. Ok. Ja, Indija je edini market, ki je outperformal Ameriko. Tudi Indija je recimo sem kupil ETF na emerging market, Indija je not, tudi Indija me ni rešila. A veš, v tem smislu, ni bilo good enough. Ne? In zdaj, to v končni fazi sploh ni normalno stanje, glede na demografijo. Ne? In pred tem, ko se je to začelo dogajati, smo vsi govorili decoupling, največ tak vloga ameriškega trga, smo dobili 2 klofuti in Američani so denar takrat znotraj krize nekako vezali nazaj domov v trežerije. Jaz mislim, da mogoče smo na tej točki, kjer upam
jaz iskreno upam, da ne bo potrebna nova finančna kriza, da bojo oni reševali svet svoje probleme, ker pa so takoj too big to fail in njihove banke so najboljše na svetu in to je zmer ista mantra, ker pač tako je bilo, bolj ali manj takrat, pa 5krat hitreje vse odločitve sprejemajo, kot vsi drugi. Torej, če okolje našlo over the edge, to, kar si ti govoril, oprosti, Blaž, to si ti govoril, pol jaz mislim, da bo ta diverzifikacija delovala, da moraš imeti Evropo, da je absolutno sploh azijske emerging markete, to je tako nenormalno, da nimaš v portfelju noter, recimo. Jaz imam ETF, Emerging Markets Asia, ne vem, od teh tehnoloških imam pa Alibaba, recimo, evo, primer, en stock pick, ki sem ga naredil. Ampak to mora biti en del portfelja, in to malo uravnoteženo glede na velikost ekonomije, demografije, ker je to logično. Zato, ker enostavno ne vemo, ker mislim, da vsem, če karkoli sporoča Trumpu, iskreno sporoča neko šibkost ZDA, ki jo že dolgo časa nismo videli. Kakorkoli se on pretvarja, da je močen, ampak to je malo na Sun Tzu zgodba, se mi zdi, The Art of War. Takrat, ko si šibek, se pretvarja, da smo močnejši in obratno. Ja. Tako da denar mu pa pač odteka iz države, tako ali pa drugače. Zdaj se nam malo mudi, bomo počasi zaključili, profesor Mrak, pa gremo kar do konca. To sem hotel že prej reči, ampak zdaj mogoče prilika. Jaz mislim, da ena stvar, ki je po mojem bistveno drugačna v zadnjih, jaz bi rekel, že z 10 letih s Trumpom se je pa pospešila. Mi malo preveč mogoče klele dajemo Trump, kot da je Trump vse spremenil. Slušajte, te glavni trendi, kar se tiče te geopolitike, tega, da je svet v bistvu postal multipolaren, to se ni začelo zdaj s Trumpom. To se je začelo že precej pred njegovim prvim mandatom. Jaz bi rekel, nekje okrog finančne krize. In to, kar si ti rekel. Ja, Amerika ni več edina glavni petelen na tem gnoju. Teh je zdaj nekaj več, in jasno med njimi prihaja do konfliktov, jaz ne govorim vojn, ampak do konfliktov, do konkurence, in mi bomo živeli, ta geopolitika v nas, če smo zdaj 30 let, 40 let živeli v relativno, biznis je počel stvari več ali manj brez prisotnosti politike. Zdaj bo te politike v ekonomiji bistveno več. Tako da geopolitika postaja element, za katerega je mečken podobno, jaz stvar primerjam s 70 leti, ko je prišlo do propada Bretton Woodsa, pa se do Bretton Woodsa tečajnega tveganja, to ni bil issue. Firme niso imele departmentov za zavarovanje pred tečajnimi riziki, ker so bili devizni tečaji fiksni. To je bila stvar od takrat naprej. Jaz mislim, da je to danes mečken podobno, kar se tiče geopolitike. Geopolitika postaja sestavni del vseh tistih firm, ki so resno globalne, sestavni del normalnega risk managementa. Jaz vidim eno stvar, kar pa res vidim, imam klele v bistvu v Ljubljani executive program, pa na Dunaju, pa Dunaj ni neka huda, ampak vidim, kako na Dunaju v bistvu to, zlasti te velike firme, to geopolitiko dosti bolj čutijo že, če hočeš, v biznisu. Klem zelo grob, postajaš v situaciji, da če boš ti sodeloval s tabo, ne boš mogel sodelovati z unim. To recimo tudi pri nas, tiste firme, ki so res globalne, to že tudi čutijo. Pa kle so plačilni sistemi, pa so cela vrsta stvari. Skratka, politika postaja dosti bolj element ekonomije in jaz mislim, da tudi pri investiranju bo to enostavno element, ki ga bo treba mečkan drugače upoštevati, kot ga je bilo potrebno 30 let, ker je v bistvu so bile gospodarske performanse edino ključne. Zdaj bojo pa te odvisne od geopolitičnih odločitev. Tudi v Evropi, mimo grede. To je zdaj. Bomo šli v vojsko, jasno to pomeni vpliv na trgih. Danes sem gledala šefa BlackRocka, rekel je, da se zelo veliko pogovarja s predsedniki uprav različnih družb in da so ti predsedniki uprav različnih družb rekli, da je Amerika že v recesiji. Ne vem, kater komedijant je vprašal, mislim, da je bil Žan Papič, našega ministra, ali je bil Aleš Novak, ne vem, ali smo že v recesiji, pa je naš minister odkimal, da ne. Blaž, povej mi scenarij, če pridemo v recesijo, kaj narediti? Kaj boš ti naredil? Abecedarij bo odprl. Abecedarij. Torej, če gremo zdaj po poti, kakšno recesijo? Nemčija v recesiji?
Je v stagnaciji, letos si pravijo nič nekako BDP-ja, skratka o nekih rasti BDP-ja se ne pogovarjamo sploh, govorimo se o tveganjih, govorimo se o deindustrializaciji, govorimo o ogromnih problemih. DAX letos je plus 20% do danes. Tako da dajmo ločiti med gospodarstvom pa med tem, kaj je na borzi in kaj kotira dejansko na borzi v določeni državi. Torej, če ste v Nemčijo investirali, v DAX ste dobili 20%. Zakaj? Zato, ker imate noter tudi Rheinmetall, ker imate Airbus, ker imate skratka orožarsko deloma firma, ker imate tudi kaj drugega, kot samo Volkswagen noter. In torej pogosto premalo pogledamo, kaj dejansko je v teh indeksih. Sam še en primer. Če to ni v skladu z našim ESG-jem, tako kot vi pravite na pokojninski skladi. Potem pa pač boste plačali račun za to, ne boste imeli donosa. Se je nič narobe s tem, samo da veste, da ESG ni nekaj, kar vam poveča donosa, ampak je nekaj, kar vam omeji izbiro in torej poveča tveganje in zniža razpršenost in konkretni situaciji zdaj pač tudi zniža donos. Nismo ESG že pokopali. Mislim, da smo pokojninske družbe še zmeraj ustrajajo. Ne, mi ga nismo nikoli usvojili, bom tako rekel. Nismo cel krog naredili. Eni bolj, eni manj, ni manj. Kar sem hotel pa reči prej pri razpršitvi pa portfelj, Amerika, če pogledate S&P 500, 42%, danes sem za hec pogledal, ko sem vedel, kam grem, 42% S&P 500 ETF-a, ki ga imamo radi, je zelo pocen, so tehnološke delnice, je tehnologija plus Magnificent Seven, ki eni pravijo, da niso tehnologija. Skratka, 42%. Pridete v Evropo, imate sam ASML pa SAP, to je 7% stok 600. Tako da, kle so ključne razlike. Če pogledate potem banke so ekstremno poceni. Vam je povedal danes en predsednik banke, kako ekstremno poceni je slovenska banka na borzi. Podobno velja za vse ostale evropske. Ne velja toliko za ameriške, še posebej ne za avstralske in tako naprej. Tako da, bank je v Evropi 24%, v Ameriki samo 14%. Tako da te razlike pol pripeljejo do tega, da je S&P v bistvu dražji kot stok 600, ker je panožna struktura popolnoma drugačna. Zdaj lahko to upoštevate, kako mi to upoštevamo. Malo smo skeptiki do AI neskončne rasti, do cloud neskončne rasti, mečkaj vidimo klele zametke mogoče pretiranega navdušenja in neke streznitve. In z vidika vrednotenja je to slabo, z vidika borze to ni prav dobro ponavadi. DeepSeek in podobno lahko razmišljate. Torej, zaradi tega malo Amerike namaramo mogoče. To je en vidik. Trump je drug vidik. Preagresiven je. Pri taki agresivnosti, pri taki hitrosti delovanja so verjetne napake. Napake pri zadevah, ki si jih on loteva, bojo drage. In so že drage. In tega se bojimo, te negotovosti se bojimo. Potem pa pridemo do Evrope. V Evropi imamo pa dolgočasne zrele firme kot banke, naprimer, ki so ugodno vrednotene, naftne družbe, ki so ugodno vrednotene, telekome, ki so ugodno vrednoteni, dragih, popularnih imamo pa relativno malo. Nam je to všeč, lahko vam ni, nam je. Drugo, kar imamo v Evropi, pa v Ameriki nimajo, proračunske primanjkljaje imamo izredno nizke, vključno s Slovenijo. Hmal bo Slovenija imela višjo boniteto kot Amerika pri bonitetnih hišah. Dvojni A plus, dvojni A minus, tam smo že skoraj, če se malo pohecam. In tukaj vidimo priložnost pri recimo fiskalni potrošnji, torej pri investicijah države. Države dejansko lahko trošijo v Evropi. In Evropska komisija je zdaj napovedala, da bomo trošili za infrastrukturo, za obrambo, ogromne zneske. Ko te ogromne zneske daš v gospodarstvo, dodaš kapaciteto evropskega bančnega prostora, kapitalskega trga, private debt, private equity in tako naprej, se te številke pomnožijo. In tle lahko pride do, bom rekel, pozitivnega puša. In to se že odraža v Evropi, v evropskih borzah zdaj. Zato je pa Evropa letos plus, mislim, da 8 ali 9%, Amerika pa minus 9%. Letos govorim. To je 20% točk razlike samo v telih 5 mesecih v evrski donosnosti med Ameriko pa Evropo. Tako da te ciljnice so tiste ključne, ki jih je treba nekako se do njih opredeliti, oceniti in reči, kaj se vam zdi bolj smiselno, logično, nek srednji rok. Ali pa kakšno mnenje imate. Vsak ima pa lahko seveda svoje mnenje. Mogoče še tim, vi upravljate koliko? 350 milijonski sklad. Zdaj 250. No, malo ste že investirali, ne? Ja, točno. Recimo, kako vi gledate na dogajanje na trgu, se to mogoče že kaj čuti, dobite mislim, kako investirate, kaj je pri tem pomembno pri vas? Mislim, sam za eno kratko, jaz prej, ko sem bil na public marketih, je bilo pač drugače, zdaj imamo pa regionalni private equity sklad,
ki seveda ni tako podvržen finančnim ciklom, ampak je bolj na nek način podvržen temu, kaj se bo dogajalo na eni strani v gospodarstvu. Po drugi strani so pa seveda naši investment case-i private equity pomeni, da kupuješ večinske deleže v nejavnih družbah in pol z njimi upravljaš, jih probaš razviti in pol po ciklu 7-8 let nam prodati. Mislim, kar je ključno za nas je, da imamo investment case, ki temelji na nekem upgradeu poslovnega modela in pa pol na add-onih. Se pravi, da kupimo nosilno firmo, s katero pol delamo dodaten M&A. In seveda v tem kontekstu, v primerjavi z mojo prejšnjo službo, ni zdaj vsak dan Trump gor dol, ne? Še posebej zato, ker gre za bolj regionalne biznise. Mislim pa, da bo slowdown vplival po eni strani na valuacije, ki so tudi v private spaceu bile relativno visoke, po drugi strani pa seveda obrestne mere in financing je lahko potencialno problem. Je pa res, da so slovenske banke imajo toliko likvidnosti pa regionalne tudi, da so pripravljene financirati še vedno M&A po dosti dobrimi pogoji, tako da zaenkrat ne vidimo, da bi bilo nekaj ful dramatičnega. Aj, kakšno vprašanje z publike? Če ni, bomo potem, najlepša hvala, bomo zaključili. Ja, seveda. Kitajska. To se bo lotil Kitajske. Jaz? Ja, daj ti. A si ravno z Kitajske prišel? Ne, sam sem govoril včeraj z mojim prijateljem iz Šanghaja, ker moja prejšnja firma ima office dol in kolegi so bullish na Kitajsko. Seveda, imajo pač emerging market sklad, tako da tudi morajo biti. Ampak mislim, da se je v zadnjem letu, da se je zgodil par pomembnih sprememb. Kot prvo, Xi Jinping omejil, kar je izgledalo mogoče 18 mesecev nazaj, da bo šel nek bolj hardcore, je to socializem ali komunizem, kakorkoli. Druga pomembna stvar, ki se je zgodila, da ta clampdown na kitajske tehnološke delnice se je totalno spremenil. In zdaj, če gledam tehnološko, kaj se na Kitajskem dogaja, Blaž je parkrat omenil DeepSeek, jaz mislim, da to, kar je DeepSeek pokazal, in to je, da je manjši computing power potreben za AI, bo negativno vplival tudi na kakšne od Magnificent Seven, o katerih smo danes govorili. In kot tretje je Kitajska na nek način veliko manj izpostavljena tarifam, kot bi si ljudje mislili. Ne? Zdaj konkretno za Ameriko je kitajski izvoz do Amerike je 15% kitajskega izvoza, pa manj kot 2% njihovega GDP-ja. Tako da niti ne preseneča, da so se toliko na hard postavili proti Ameriki in so pustili, da je Trump pomižiknil prvi. In zdaj, kar pa za nas kot delniške vlagatelje vedno tudi pomemben je pa seveda, kakšen je na koncu valuation. Ne? In valuation Kitajske je 11-12 kratnik PI, kar mislim, da je ugodno, tako da Kitajske po letih underperformance in nepopularnosti mislim, da je definitivno opportunity. Ja, koliko bi pa izpostavil se Kitajski, recimo, kakšno utež v portfelju? To je pa 10%, 20%? Ja. Ker se mi zdi Kitajska še zmer kljub samo precej tvegana, glede na to, da Xi Jinping je tudi tisti, ki vlada tam in pove, kako bo in kako ne bo. A ne? Jaz v bistvu kitajske delnice gledam kot zmer primerjam to s startupi. V startupih so prednostne delnice in navadne delnice. Ne? In navadne so podrejene realnim investitorjem. Ne? In vse delnice, ki jih zahodnjaki držimo, smo na neke vrste potniki, ker nam dovolijo držati te delnice. Zato pač, ko so vrednotena bolj skromna, ko je mogoče gospodarska rast bolj skromna in se obetajo, da se bo obrnila, je to verjetno nek pravilen čas cikla, ko o tem razmišljata. Ne? Kaj pa to že popolnoma povsod in po vseh novicah, pol pa, kad to vse vračunaš noter, ne, se pa lahko, kako že železna roka v žametni rokavici, ne, odloči, da bo ti navadnim delničarjem ene dve klafute tako, ne, dala, ne, in pač tako je. Ne moramo pa negirati tega tudi tehnološko, kako se transformira kitajsko gospodarstvo, ker Elon Musk intervju, ki ga je imel, še enkrat bom šel nazaj, in eno vprašanje je bilo, ali ima sploh še ZDA neko prednost tehnološko, kar se tiče modernih tehnologij, za AI, to generative AI, agentic AI, ali so to neke druge stvari.
In je rekel, da če pogledamo inženirje in ljudi, ki so tam, je to v bistvu. Je tam ogromno ljudi, ki jih verjetno tudi ZDA nimajo, ki delajo, ki so na neverjetnem nivoju. Da je edina stvar, ki bi on osebno izpostavil, je to, da Američani imajo še zmeraj out of the box thinking in breakthrough innovation znajo delati, ker Kitajci delajo znotraj kontroliranega reda in tega pač mogoče ne izvajajo tok. Ne? Zdaj, koliko so se pa naučili krasti pa te stvari, pa se upravičujem, poskrbeti za ustrezen transfer, ne? To je pa nekaj drugega, no? Ampak to je bila njegova glavna, ne vem, distinkcija, kako on vidi mogoče razliko med Ameriko in Kitajsko, na tehnološka opremljenost, pa podatkovni centri, kaj bomo tam delali, computing power, to je pa praktično. Je rekel, ne vem, tam smo. No, zdaj bo pa še profesor Mrak. Jaz bi sam še dva komentarja na Kitajsko. Ne. Eno je še ena stvar, ki se po mojem razvija relativno solidno. Ne. Jasno, to je pa logično glede na ta finančni potencial, ki ga imajo. Je v bistvu ta problem stanovanjski, ki so ga imeli, oni so ta problem zdaj rešujejo, jaz te rečem, da je rešen, ampak se vidi, da je obvladan. Ne. In druga stvar, ne, malo v kontekstu tudi teh carinskih stvari, ne, jaz mislim, da ena od stvari, zakaj je Amerika tako hiter pol v bistvu malo spremenila to svoje stališče, je bilo to, kar se tiče teh redkih zemelj. Ne. To jaz mislim, da bistveno mogoče premalo izpostavljamo, da pač oni kontrolirajo, ne, od tistih 20 ključnih elementov, ki so potrebni za to proizvodno, ne, kontrolirajo, mislim, da čez 80% tega predelovanja, ne to okvirov, samo ampak predelovanja. In zdaj jasno, ne, če ti to omejiš malo izvoz, ne, tega ni treba hoditi dosti, bojo zelo hiter skočili. Ne, in to mislim, da je bilo pri Ameriki eden od precej pomembnih razlogov. Ne. Odlično. Najlepša hvala za super debato.